tematika je zelo aktualna trenutno v Evropski uniji. Vsi se soočamo s krizo, tudi Slovenija je bila eden izmed tistih mejnikov na poti, kjer smo mogli pokazati svojo dobrodelnost, kako stopimo skupaj drug z drugim. In hkrati se je pa pojavilo tudi veliko mitov, predsodkov. Z begunci prihajajo sami teroristi, za sabo puščajo smeti, hrano vržejo stran. In tako da sem želela te mite razbiti skupaj z gostoma iz prve roke. Zato sem na šolo povabila Sirica Vajla Hanuno in njegovo ženo, ki sta nam v uri in pol iz svoje osebne izkušnje res podala tiste informacije, ki jih mogoče nekateri mediji ne podajo, kdaj se zamolčijo, tako da se mi zdi zelo prav, da so dijaki s svojimi vprašanji, s svojimi predsodki, mnenji skupaj lahko debatirali z Vajlo in Natašo. Edino pač ni se mi zdelo prav, da tisto hrano, ko so dobili, to so zdaj bolj po tleh, pomaranče, jabolke, pa tak, ne. In je bilo to en zraven druga in se mi to edino ni prav zdelo od njih, ne, da so ti spoj kar vrli, tako cele sadeže, pa tako pa hrano. Oni so prišli iz Makedonije, Srbija, Hrvaška. Oni povsod so dobri hrano. Oni so pripomni tega. Njihove teorije, ko so bili na varnostnem pregledu, vedno so bili to je bila samo hrana noter. Tudi če si begunc pa to, ampak na koncu si ves čas iste hrane, jo imaš dosti.